Halo, ok, super. Kolega me je opozoril, na koncu, tisti, ki boste prvi trije, prosim obvezno screenshot narediti, da imamo dokaz, da ste zmagali. Vsaj nikoli ne vede, dan danes je tako, kot je. Torej, kot sem že omenjal strukturo kviza, imamo torej klasični ABCD varianto, imamo sliderje, pomeni, da približno nastavite, koliko mislite, da je kaj moče kaj staro, veliko, malo itd. Potem imamo puzzle oziroma razvrščanje, to pomeni, da pač razvršite od največje do najmanjše itd. Potem imamo PIN, torej, če kdo pozna GeoGuessr varianto, nekaj podobnega bo, torej morate PIN postaviti na zemljevid, da kje približno mislite, da se nahaja ta zadeva. Največ, veliko imamo openingo, endingo, tako da tisti, kaj ste navdušenci na anime glasbo, seveda boste prišli tudi na račun in boste rekli, haha, jaz pa to poznam, ti pa ne. Tako da poločite vašo okolico, kjer je pametni, kjer pozna, ja, to je ta izvajalec, ta naslov, to pa zato, ker se nas pozabil se pripraviti in nimam napisanih imen, tako da se opravičujem že naprej. O glavnem, kaj smo še pozabili? To je, okej. Malo še bomo počakali, smo na 193, zanimivo, okej. Zdaj še malo počakajmo. Ko se malo umirijo prijave, še bomo počakali kaj 5 sekund. Bomo potem začeli. Torej, to sem še pozabil povedati, kviz vsebuje 53 vprašanj, ja, to je 53 vprašanj. Če znate vse polovico, ste že dobri. So mešanice, animejo, veliko je novih, malo starejših, ne tistih starejših, čist starih. Smo ugotovili, da pač mladina dan danes ne ve, kaj je kvaliteta, tako da pač gleda samo nove animeje. Dosti je takih, ko so prišli zraven iz Netflixa, saj to so fani, ki pač pogleda en anime, dva, ker pač cool zgleda, pa ker je mislil, da sta okej, ljudje me bojo judgeali, ker sem anime fan, ker je risanka. Ne, mislim, da smo v Sloveniji že past that. Imamo že lep community, mislim, da razprodan Mofukon kaže vse, tako še enkrat aplauz samemu sebi, da ste razprodali eno največjih konvencij v Sloveniji, drugo največjo verjetno, tako da zahvala gre vam, v imenu Mofukona, v imenu Animokota tudi, zato ker ne nazadnje vas lahko zabavamo v naši stojnici. Zdaj, če še kdo ni prišel, še imamo polno nagrad za kolo sreče, imamo tudi še Mofu derbi, torej za Musume fene, lahko sodelujete, tako smo kaj z... Okej, še koga čakamo, komu ne gre noter? Okej, malo še počakamo, enih par pa mislim, da bomo lahko začeli. Tako da vidimo, kako so kaj vzdevki, okej, klasika, Jojo in tak da. Še kaj takega, okej, jasa prvi, okej, definitivno boš prvi, mogoče, samo potrudi se. Malo gambler, okej, zanimivo, me zanima, kaj pri njej gamblaš. Kaj imamo takega, dobro, bingo, to se še tudi da kupiti. Cement, pokšen ga imaš? Vprašam, bom mogoče kdaj kaj gradil, pa rabim. Okej, kako smo 117, še malo počakamo, še red. Andrej, koliko še imamo časa? Še lahko malo? Ali moramo začeti? Še? Začnemo? Okej, dajmo še 10 sekund. Ne, čakaj. Čakaj. Kaj? Okej, dajmo še 10 sekund, pol pa bomo začeli. Torej, 10 sekund. 5 sem že v glavi preštel. Ajde, gremo 5, 4, 3, če še kdo ni, zdaj se zadere. 2, 1. Anime Quiz 2025, Mofukon, začnimo, pokažite svoje znanje. Pa da vidimo. 3, 2, 1. Prvo vprašanje se glasi, ali že spremljate društvo Animoka družbenih omrežij? Haha, pa smo vas. Če še ne, hitro to popravite po kvizu. Sedaj pa, da vas vidimo, kako ste pogumni. Samo en odgovor je pravilen, kateri je. To je zdaj glavno vprašanje.
Ok, pa da vidimo, kdo še ni, sledite nam vsako tretjo soboto nekje v Mariboru druženja. Imamo tudi fotostudio, cosplayeri dobrodošli v Maribor, zastojn fotografiranje, imamo tudi dobre fotografe, družabne igre, druženja. Ja, vredi je, me zanima. Kdo še ni popraviti, res mislim. Ok, kdo je prvi? Kdo je bil najhitrejši? Hitrost tudi šteje. Nič točk, super, haha. Dobro, gremo naprej. Ok, zdaj pa gremo začeti za resno kviz. Najbolj špici openinga, katerega anime lahko slišimo naslednjo predvajano skladbo. Mislim, da to pozna večina, ok, nekaj na 50, dobro. Ok, My Hero Academia je itak zadnja sezona 2025. Kdo je najhitrejši bil in je znal takoj? Urban, bravo Urban! Čestitke, Glory Lord je drugi po vrsti, bravo. Upam, da to tu ustane do konca, ne? Če pa ne, pa dobro, gremo na naslednje vprašanje. Kako se imenuje v anime My Hero Academia, glasi pravo ime zlikovca, poznanega kot All for One. Pravo ime, gospodje in gospe, in gospodične in vsi ostali. Ja, vidim, da so kar znanja, ali pa tisto budget bom stisnil, pa da vidimo. 1 iz 4 šanse. In to je... Zen Shiragaki. Ja, tako je. Zanimivo, da jih malo ve to. Ok. Ja, je bilo malo tako triki vprašanje, tako da vidimo. Aha, Cypher Teja je prevzela vodstvo. Tim drugi, ok, tretji, pa gremo dalje. Da vidimo naslednje vprašanje. V zadnji špici, katerega animeja lahko slišimo bomo naslednjo skladbo. Prosim za posluh. Tako je, da sta možna dva odgovora. Saj rekam, jaz tukaj. A ne, pardon, se prečujem, to je že naslednje vprašanje. Ja, Secrets of the Silent Witch, tako je. Bravo, in kdo je? Cypher Teja še vedno v vodstvu. Upam, da ne Shazama uporabljate. Don't cheat, it's not fun then. Ok, gremo na naslednje vprašanje. Torej, naslednje vprašanje pa je multiselektore, več možnih odgovorov. To si prej zdal. Katerim krožkom se je v animeju Secrets of the Silent Witch pridružila Monika Everett? Monika Norton. Torej, zanimiv gif. Ali je bil to jahalni krožek, pevski krožek, mečevalski krožek, pesniški krožek, vezilski krožek ali to šahovski krožek? Za kdo ni gledal, kaj mislite, kako vam deluje, vi v katerem od teh? Poskusite malo logično razmišljati. Tudi si, kaj ste gledali, mislim, da ne rabimo podariti tega podatka in je samo očitno. Tako je, jahalni in šahovski krožek, bravo, čestitke. Dejansko večina vas je glasovala za to dvoje, tako da, ampak niso pa vsi ziherni, vidim. Ok, gremo da vidimo, kdo je. Saj sem se prevzel vodstvo, kakšno prevzem vodstva. Bravo, čestitke. Ok, gremo dalje. Torej, v najbolj špici, katerega animeja lahko slišimo predvajano skladbo?
Tako, Gača Kuta, bravo, čestitke za večino. Ja, veste, da naslov pomeni resno sranje v slovenščini. Ja, zanimivo. Ampak ja, pogrejmo. Saj sem še vedno vodstvo Expedition 3 je na drugem višji bojah, na tretje mesto. Nekdo je lajkan, ok, cool. Gremo dalje na naslednje vprašanje in to je vprašanje seveda, kako se vam imejo, Gača Kuta imenuje lokacija na sliki. Torej, kaj je ta lokacija? Je to Whole Town, je to Kremus Village, je to Canvas Town ali je to Kamoatari District? Ok, kaj mislite, kaj bi lahko bilo, zdaj tisti, kaj niste gledali? Predpostavljajte, drugi kaj vete, pa tak vete. Bravo, ja, ste bili tudi tu, ne? Dobro, zdaj vidim, koliko vas ne zna. Dobro, ok. Torej, gremo na naslednje vprašanje, da vidimo, kako smo trenutno. Dandelion prevzel vodstvo, zanimivo, mi je všeč, da se malo predstavlja, da ne vsega zna. To mi je všeč. Fudge. Dobro, gremo na naslednje vprašanje. V katerem endingu, katerega mi lahko slišimo predvajano skladbo? いつもの場所に今年もあなたの好きな花が咲いたよ並んで耳を澄ませたあの虫の音も鳴り始めたよ私の小さな声 Bravo, vidim, da je ogromno fanov tukaj. Zdaj, če kdo hoče imeti take lepe kartice z slikicami od Mau and everyone, imamo na Animu kostovnice za free, tako da pridite si poiskati jih, dobite jih za stojn, zelo lepe kvalitetne kartice, tako malo za popestritev, za spomin. Pa gremo na naslednje vprašanje. Ne, prvo je, Dandelion še vedno vodstvo. Gremo kar na naslednje vprašanje. Torej, s kakšnim vzdelkom Gao Shun in Sui Ren kličeta Mau v animeju Apothecary Diaries? Je to Xiao Mao, Mucika, Njang Njang, Mjau Mjau, Freckles, Pegica ali Poison Maiden? Kaj mislite? Mislim, da če vas je toliko poznalo v glasbo, potem takem verjetno tudi poznate ta odgovor. Več kot četem pullover anime priporočam, res meni je en the best. Bravo, Xiao Mao oziroma Mucika po slovensko. Ok, čestitke za to. Da vidimo, če se kaj premešalo. Dandelion je tudi, vidimo, kar fajn, hardcore fan animeja, to je dobro, ali pa se samo dela. Razen če kolega poleg kugla malo. Kateri opening, katerega animeja lahko slišimo predvajano skladbo? Pardon. Tako je, Spikes Family. Zdaj upam, da ste hodili v kino gledati anime, film, ki je bil. Zdaj, kjer še ne veste, ja, anime so v kinih in to poskrbijo naši kinematografi. Tako da, končno se Slovenija razvija na boljše, sem rekel. Ok, Dandelion še eno vodstvo, ja, čestitke, ne? Potem pa gremo kar na naslednje vprašanje. Zdaj, če še ste opazili, se vprašanja malo povezujejo. Kako se v animeju Spikes Family glasi najljubša serija Becky Black Bell? Je to Sleepless in Berlin ali Hearts of Ostania? Berlin in Love ali Berlin Fever? Kaj je pravilen odgovor? Kdo ve, kdo ne ve, kdo smatra, kdo špekulira? Ja, bravo, Berlin in Love, čestitke 120 udeležencem. Vidim, da se kar fajni, da smo vprašanje kar trofej. To je dobro. Da vidimo, kateri je bil hitrejši, če se kaj premešalo. Ja, Silksong, bravo, da vidimo, da tisti, dobro, bravo. On je pravi fan, ostali padejo. Ok, pa gremo, pogledamo, da vidimo.
V zadnji špici katerega animeja lahko slišimo predvajano skladbo? Feels like you won't ever find what you want when the world is only black and white. But I can see behind your eyes. Beautiful colors, all the same. Kaiju number 8, tako, bravo. Večina zopet, to je dobro, boljša statistika po lani, zanimivo, okej. Silk Song, še vedno v vodstvu, bravo, čestitke. Okej, zdaj je slider, katero številko nosi Kaiju, ki ga je imel Kaiju number 8, ustvaril Kaiju številka 9, z namenom, da premaga Kiko Rušinomijo. Preveč številk, Andrej, kaj delaš? Torej, katero številko nosi Kaiju, ki ga je ustvaril številka 9? Da vidimo, kdo zna to številko in to je, da vidimo. 15 je pravilno odgovor. Dobra. Samo da ni 6-7, ne? O, zgražanje, joj. Kaj, ko imaš otroka doma? Okej. Da vidimo. O, nič se ni spremenilo, bravo, lahko si kar zaploskate, mislim, dobro vam gre. No, vsaj tisti, kaj znate. Okej. Najavna špica katerega anime lahko slišimo predvajano skladbo? Tako, Uma Musume Cinderella Grey Part 2. Zdaj, okej, zanimivo, sem pričakoval malo bolj več fanov, no, kako je gledam, kako se sliši kot face popularni anime. Ne, ali gledam, vsaj igra. Torej, naslednje vprašanje seveda se glasi na Uma Musume. Razvrsti karakterje od največjega do najmanjšega. Torej, od največjega do najmanjšega morate razvrstiti. Kdo je največji, kdo je najmanjši. Še enkrat, največji, najmanjši od spodaj. Največji od zgoraj, najmanjši od spodaj. To je taki podatek, ki bi ga fani načeloma vedeli, veči niste, pač gleda se malo vas tako fanov. Še vedno vas vabim na naš derbi, na Nebo Kostojnico, pridite, še vedno ni konec. Okej, 49 jih je pravilno razvrstilo, torej Super Creek, Oguru Cap, Babylon Light, Tamamo Cross, to je zaporedje po velikosti. To so uradni podatki. Ogori bi samo mogel nasedeti. Da vidimo, okej, Siko Song še vedno drži zgoraj. Shibuya Canon je prevzel tokrat vodstvo ali prevzela, kakorkoli, ali pač... Okej, pa gremo naprej. Ajde, Luka, imaš to, brat. Ending katerega animeja bomo slišali sedaj? どうして生まれたのここにいる意味は何だろう答え一つ拾うたびに闇も広がる君がTako, Ruri Rocks. Zdaj, kdo je odgovoril? Bravo, 93 solo kamen Fortune. Ne? Še vedno je enaka razporeditev top 5. Bravo, Shibuya, bravo. Okej.
Da vidimo, kaj je pa vprašanje na to temo. Kateri je prvi mineral, ki ga je van imel Rudy Rocks, najde Rudy pomočjo mineraloginje Nagi Aratko? Torej, jantar, kremen, opal ali kalcit? Jaz vedno zamenjam to v angleščini, ta kamen, vedno se ne morem spomniti. Le, kak je to v slovenščini? Je pa zelo tak zanimiv lušen slice of life. Ok, kremen, seveda, kvarce, kremen, tako. Zelo zanimivo, ok, opal, kremen, dobro, Pač kremna je, kosmetja, vse posod. Ok, bomo šli kar na naslednje vprašanje, 16. po vrsti. Expedition 33 je prevzela vodstvo, bravo. To je bilo kar lep skok, tako da tudi ta anime gleda. Dobro, bravo. Na javni špici katerega anime lahko slišimo predvajano skladbo? Zdaj. 踏みつけた小さい花心は傷つきましたがちゃんと痛いですが生まれる Ark Knight, bravo, Rise of End, štička, če nas ve? Ja, to je igra, adaptacija igre. Ne znam, kdaj bo Genshin prišel, pa je, da 2027 bi naj prišel anime od Genshina, tako se špekulira, tako so neki podatki. Jaz sam sem bolj WoW player, tako da upam, da bo tisto prišlo, ki mi je bolj všeč. Don't hate me. Ok, gremo naprej. Ja, Expedition še vedno vodi. Case on Fire. Grb katere države iz franšize Ark Knight vidite na sliki? Je to Viktorijansko cesarstvo? Je to Letijansko cesarstvo? Je to Kazimierška zveza? Cesarstvo Ursus? Katero je lahko bilo? In da se glih ne sklada z slika. Tako, cesarstvo Ursus, ja. Čeprav Ursa imajo, vemo kaj je, ne, veliki medved, ne. Tako da ja, zanimiv. Silksong prevzel vodstvo nazaj, Expedition 33 spada nazaj, tretja. Ok, dobro, Silksong is back in the game. Gremo na naslednje vprašanje. V odjavni špici katerega anime lahko slišimo predvajano skladbo sedaj. この秘密沈め揺れた水面に気づく余地があったみたいうまく表せないそれで真っ白な思い呼べばまた欲しくなる歩る感情それがうねるのみのチクッとそっと知らずに Is it wrong to try to pick up girls in the dungeon? Ja, tudi dolgi naslovi, ampak ja, ni najdaljši, tako da vem. Danmači! Ja, 62 vas je ugotovilo to, ne, je, če to taka lušna pesem bi pasala bolj, ja. Silksong, še vedno v vodstvo, bravo, Expedition 33, ne morete ga verjeti. Ok, dobro. Bomo šli na naslednjo vprašanje. V kateri familiji je anime Is it wrong to try to pick up girls in dungeon bila Ryu Lion pred Hestia familijo? V kateri familiji torej bila preden je bila v Hestia familiji? Torej, Freya familija, Ishtar familija, Astraea familija, Kali familija. Torej, v kateri je bila? Season 1 samo. Vidimo, kako ste spremljali, gledali. Tako, Astraea familija, ne, ni bila Freya. Bravo, 65 pa se ugotovilo, da vidimo, kako se je lestvica spremenila, tudi jaz tako napeto, čeprav se kaj dosti ne spremenja. Se vidi, kdo so tisti hardcore fani, ki vse pogledajo. Mi bi mogli imeti vprašanje, koliko vas gleda vse v sezoni, to bi bilo zanimivo videti. Ok, Silksong, še vedno, bravo, Case on Fire. Expedition se strinja s tem. Na javni špici katerega anime lahko slišimo predvajano skladbo. 歩き続けていも決してはいないように塞いだ過去気づけば私
Tako je, Res Zero, Starting Life in Another World, druga sezona. Bravo, okej. Tu pa pride naš naslednje vprašanje, seveda, če se niste opazili, se navezuje vsako naslednje vprašanje na anime, ki ga odkrijete z openingom in endingom. Tako, Silk Song še vedno, oni se ne morajo nekaj. Zdaj pa prvi pin, da vidimo, na zemlji video kraljestva Luknice, označite, kje približno se v franšizi Res Zero nahaja mesto pri Estela. Torej, kje mislite, zdaj kdo GeoGuessr špila, če igrate, boste to približno znali delati. Kaj mislite, kje približno tukaj se nahaja, to je mesto pri Estela? Torej, je to tam bolj dol, če mesto pomeni, da mora biti neka utrdba na sliki, ne? Tako da, mogoče malo za pomoč. Torej, katera od teh mest utrdb misli, da je očitna ali ni tako očitna? Torej, zanimivo. Da vidimo, ne. Ja, bravo. Samo 4 ste točno vedeli. Zanimivo, jaz mislim, da dobene otrok. Ampak okej, bravo. Zdaj nekdo, ko sem ne vidi, gleda v anime. Okej, bravo. Čestitke 4, upam, da ste top 5 v tem, drugače boste verjetno padli. Dol. Bravo, svaka čast. Okay. Did not expect that one. Doben ni Bravo, real. lahko da niste gon. Okej. Joj, V Dejavni špici katerega anime lahko slišimo predvajano skladbo? doben ni real to. 心は軽くなるかな閉ざした扉の向こうでかすかな声が聞こえてる踏み出すことさえもできないからくるくる寄り添ってる Ja, to je band Hanako Kun. Ja, zelo zanimiv take on the popular, zdaj se počne na popularno mit iz šol, iz srednjih šol, ne, Hanako. Da, noben ni. Okej, zaenkrat se še nič spremenilo, tako da ali ste drugi boljši od njih, ne vemo, ampak trenutno vodi Silk Song. Pa da vidimo, kaj je vprašanje, ki se navezuje na ta anime. Kakšno sposobnost ima Aoi Akane v animejski seriji Toilet Bound Hanako Kun? Torej, da lahko do 3-krat na dan zavrti čas nazaj za 5 minut, da lahko do 3-krat na dan zavrti čas naprej za 5 minut, da lahko do 3-krat na dan zastavi čas za 5 minut, da lahko do 3-krat na dan čas zastavi, zavrti nazaj ali naprej za 5 minut. Torej, dobro premislite, kaj točno naredi. Zdaj, kateri ne veste, odzamite se do 3. Tako, da lahko do 3-krat na dan zastavi čas za 5 minut. Bravo! 61 pa se je oganilo to, oziroma gotovilo, ste imeli srečo, glede na razporeditev. Okej. Da vidimo, če se kaj spremenilo. Okej, Silk Song še vedno. Ponavadi je to Dobro, 3. okej. Dobro, Expedition 33 še vedno ne more verjeti tega. Gremo dalje na naslednje vprašanje. Na javni špici katerega anime lahko slišimo naslednjo predvajano skladbo? Tako, Eden Zero, 2021. Ja, okej, Silk Song še vedno na prvo mesto. Elgius se smeji. Kaj v animejski seriji Eden Zero označuje izraz Dragonfall? Je to obdobje, ko so izginili vsi zmaji. Mejo, ki ločuje kozmos Sakura od Zemlje. Resno, Andrej. Poznajnega vesolja. Vesolsko plovilo. In v obliki spominja na zmaja, skrivnostni artefakt, ki se boje moč zmajev. Čist si me zmedel za tem gifom. Okej. Fairy Tail, ni Fairy Tail, pardon. Mejo, ki ločuje kozmos Sakura od Zemlje vesolja. Tisto je Fairy Tail. Poglejmo, kaj je vprašanje. Skladbe v animejskem muzikalu Sing a Bit of Harmony razvrstite kronološko od prve zgoraj in do zadnje od spodaj. Torej, You Got Friends, Lead Your Partner,
Umbrella, you need a friend. Torej, kdo je gledal, že dosti vas je gledalo, verjetno približno veste, da če vas vprašam za K-pop Demon Hunters, bodo tako vsi vedeli, kaj so po vrsti songi, ne? Ampak to je bilo prelahko vprašanje, tako da, pa ni ja, ne vem. V glavnem, torej, kako se je po vrsti, torej, prva od zgoraj, zadnja od spodaj, ja, AI so tudi prišli v anime, ne, tako da, pač, da vidimo, koliko vas je, prav, 27, dobro, it is something, ok? Da, škoda ni, dobro, gremo dalje, pa da vidimo, kaj je stanje. Torej, prvih 5 ni imelo pojma, ker se nič spremenilo za njih, tako da, ja, ti se kar smej, ja, na koncu se zmagal, želič. Ok, dobro, naslednje vprašanje, v odjavni špici katerega animeska celovečerca spet lahko slišimo naslednjo skladbo. Violet Evergarden, the movie, ja, tako je, bravo, bravo. Ja. Malo manj govorite med skladbami, da ne šel zagrabi vas. Opa, Expedition, še vedno je vrsto, smisla se je spremenilo. Malo se je premenilo, Jarko kar napada od zadaj, kar od nekaj te prišlo. Dobro, vsi so začudeni. Še en pin. Kje na kontinentu Telzi se v animeu Violet Evergarden nahaja država Leidenschaftli? Torej, povejte, kje mislite, da je, kje na kontinentu Telzi je ta država? Zgleda kot Avstralija, ta kontinent, malo, če tako pogledate na hitro, še Novo Zelandijo ima tam. Torej, kaj mislite, katera od teh je država Leidenschaftli, torej Leidenschaft? Taka lepa nemška beseda. Leidenschaftli, ja, vidimo, kako poznate. Ok, vidimo neko grupiranje tu pa tam, da vidimo. Ne. Ja, bravo, 24 pa se je oganilo. Tako je, to je ta zelena državica tu spodaj. Bravo. Čestitke vsem. Silk Song je vedel, ampak še vedno prepočasen bil za Expedition 33 prehiteti. Dobro, Combo Breaker. Vidimo. V katerem animeskem celovečercu spet filmu lahko nas slišimo predvajano skladbo. Tako je, Promar 2019 od studiju Triggerja, tudi Arte tak njihov prav, kar mi je zelo všeč. Še bude Canon je šla više. Expedition 33 še vedno prepričan, da ga ne more doben prehiteti. Ja, čakajte, zadnje vprašanje. Ok, gremo dalje. Torej, kako se v animeskem filmu Pro Mare imenuje organizacija, za katero dela Galo Timos? Torej, Freeze Force, Foresight Foundation, Burning Rescue ali Mad Burnish. Seveda, Art iz Triggera, iz studia Trigger, torej podobno marsikateremu njihovemu, ampak je to res, zelo dober Art, všeč. Ok, Burning Rescue. Foresight Foundation je bil zelo blizu, ampak tako je, 62, kdo so to? Jarko, zopet gor. Vidimo, ja, ok. Vse kar mešaš trene, zdaj postaja zanimivo malo proti koncu, da vidimo. V odjavni špici katerega animeska celovečerca spet filma lahko slišimo predvajano skladbo.
Odjavna špica. Sword Art Online, the movie Progressive Shadows of the Deep. Kdo je gledal v kino? Ajde, da čujemo, kdo je to gledal v kino v Sloveniji? Ne. Wow. Bravo. Pač njihov Sword Art Online na film, ne? Kako se v animejo, torej movie o Progressive Shadows of the Deep, in je glavna vsebina 5. nivoja Einkarda. Torej glavna vsebina 5. nivoja, to je to Karluin, Urbus, Sumfut ali Rovija. Torej, kako se imenuje glavna naselbina 5. nivoja Einkarda? Samo 4 možni odgovori, samo 3 možnosti, da zafrknete. Pravilni je Karluin, bravo, 44 jih je vedlo, to so edini, ki so gledali. Doma? Ok, torej. Expedition 33, še vedno v vodstvo. Pazi, Silk Song je zelo blizu. Jarko se tudi približuje. V katerem animeju Makota Shinkaja lahko slišimo predvajano skladbo? Pazite, Makota Shinkaja. Čakaj, mislim, da sem klikal. Kaj ne vem, sem klikal. Ne, pač modro sem stisnil, pa ne vem, ne vem, če sem zeleno stisnil. Ja, valjda, da je. Ne vem, če sem narobe stisnil. Meni je vse na bolj Bravo, Your Name, mislim, da to pa je must see film, ne, vseh anime fanov. Vidim, da ste ga vsi gledali, tako da logično. Shibuya Canon je skoraj šel do konca. Dobro. Ja. Ok, da vidimo vprašanje. Kdaj je v anime Your Name Comet Tiamat treščil v naselje Itomori? 4. oktober 2012, 4. oktober 2013, 4. oktober 2015, 4. oktober 2016. Pri nas vem, da se takrat nič ni zgodilo pametnega v svetu, tako da tukaj pa kar. Tako da, kaj mislite? Je bilo to 12, 13, 15 ali 16? Bravo, 2013, zdaj nekateri od teh 100 pa nekaj je spremljalo dobro, se spomni, kvalitetno znanje, ki ga doben ne rabi nikjer. Urmin, da ga nagija še enkrat na leto. Silk Song prevzel vodstvo, bravo! Tu za Expedition 33, vidiš, malo več znanja in to konkretno, da. Ok, to postaja napeto. Vidi, ni še konec. Odjavni špici ending, katerega animeja lahko slišimo naslednjo predvajano skladbo, pa da slišimo. Easy. Ja, malo ste zavedali nazaj, malo podobno, ne? Ja, Mobile Suit Gundam, The Witch from Mercury, ni Dan, žal ne. Se pa zelo podobno sliši, ja. Silk Song, žal nikam ni šel, Expedition 33 mu nič ni jasno, Jarko tudi ne. Je pa bil tak, zato sem pasmo požugal, ker je bilo zelo nesramno. Ok, temu vprašanje potem iz tega animeja. Multiselect, torej je več možnih odgovorov. Katere naštete organizacije v animeju Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury so del konglomerata Benerit Grupa, Space Assembly League, Earth Garrison Forces, Gundam Arm Inc., Jetur Heavy Machinery, Shinsei Development Corporation, Ox Earth Corporation. Ta grupa animeja ima več kot 50 naslovov na različnih platformah, to je gromozanska franšiza, tako da ziher ste vsaj enega gledali, da mogoče gledati tega, ampak če pa niste, pa ja, je kar. Gundam Arm, Shinsei Development, Earth pa Jetur Heavy Machinery. Tako da, ok, dobro ste tukaj lepo razporejeni, tako da je večinsko bilo pravilno, bravo. Sem bil presenečen za to iskreno, ampak se je fej zamešalo. Expedition je padel, Silk Song še naprej stal,
ok, da, nima veze. Je na drugem mestu skoraj prevzel vodstvo, to je bil kar hiter Jarko, Wait. prihaja više, pazite se, na ravni špici katerega anime lahko slišimo predvajano skladbo, torej opening katerega Oh, anime. damn, he's good. Poskuša. Bravo, Miss Kobayashi, Dragon Maid S z 2021. Ok, 83, bravo, ok, sem to malo zdaj. Dobro, Silk Song je vedel, da se nič ni spremenilo na vrhu, ampak se mešajo karte na vrhu tudi počasi, da vidimo. Kaj se vam je imel Miss Kobayashi, Dragon Maid S zgodi z roparjama, potem ko se Kobayashi stanovanje naletita na zmaja? Le kaj, pobegneta s prizorišča načrtovanega zločina. Prostovoljno se predata policiji, zmaju pokonča in odstrani vse dokaze, padeta v nezavest in zletita čez ograjo. Kaj mislite, kaj se zgodi? Ta scena, kaj se zgodi za tem, padeta? Ali kaj? Vidimo? In to je? Bravo, prostovoljno se predata policiji, ja mislim. Ja. Čeprav, ja, padeta v nezavest, zletita čez ograjo, bilo zanimivo, čeprav mislim, da bi bilo glih obratno. Ok. Bravo, dobro, še vedno 51, vidimo, kako se je kaj spremenilo. Op, pazite se, TTVYOUHD-ja. Zdaj, če kjer je ve, kako se to izgovorimo, ne povedal, ne se samo tu. TTVUHD. V odjeni špici endinga, katerega anime lahko slišimo predvajano skladbo, torej ending katerega animeja. Golden Kamuy 2020, tretja sezona, 64 vas je vedelo. Letos ste zelo, bom rekel, kar dobro znate, moram pa vas pohvaliti, dobro ste to. Spet pin, ja, kje približno na otoku Hokkaido v anime Golden Kamuy se nahaja zapor Abashiri. Kje je, kaj mislite? Ja, GeoGuessr for anime fans, da vidimo. To je bilo tudi zanimivo imeti na Mofukonu, kak je GeoGuessr, ampak samo za anime zadeve, tako da vodilni od Mofukona, ki ste, mogoče razmislite, dodatna aktivnost, ki je bila zanimiva za vse v dvorani, treba zakupiti kar. Da vidimo, koliko tako približno, vete? Ok. Ja, to bo Andrej tokrat pa mislim, da ne bo dobro. O, eden je trofo, bravo, še to na robu, bravo, en aplauz za tistega, ki je vedel, svaka čas, od 191 ljudi je eden vedel. Zdaj, Ivo. Doben od vodilnih, tako da ne vem, kako si zaslužite zmagati, to ne dobro. Malo heca. Malo da popestrimo kviz, ne bi samo ABCD odgovor, to bi bilo brez veze. Ok, gremo naprej. Na javni špici openingu, katerega anime lahko slišimo predvajano skladbo, torej opening. Tako, that time I got rain, gretite za slajem, tretja sezona, bravo, 87. Žalostno, da se je Light Novel zaključil, pomeni, da main storija je konec v Light Novelih, tako da žal je to samo neki spin-off, mislim, da še bojo, tako da, ok, Multiselect. Kako je ime trojici iz animeja That Time I Got Rain, gretite za slajem, ki jo lahko vidimo na sliki, torej trojica iz slike, vse te tri, zelo zabaven trio, Shion, Ellen, Kaval, Gabiru,
Guido pa Vega. Ok? Naj pomaga, da vsak ima prvo črko različno, da malo pomagam, da vidite toliko. So samo trije, da je dodal 4. No, zdaj ne vem, če je še četrti, kje, samo nočeš spekulirati, kje. Ok, ja, Ellen, Kaval, Guido, vidim, da pozna se samo the main one. Interesantno, ampak ok. Da vidimo, pazite se, Roka, od zada je prišel. To je na 3. mestu, mislim, to bo zdaj, wow. V odjavni špici endinga, katerega anime lahko slišimo predvajano skladbo, torej ending, tokrat. Tako je Vinland Saga, prva sezona. Bravo, ja, Frieren bi tudi lahko bilo, ampak that's so mainstream. Silksong še vedno v vodstvo, Jarko to nič ni jasno, ok, gremo dalje. Kaj so v animeju Vinland Saga bile zadnje besede, ki jih je Askeladd izrekel Thorfinnu? Torej, pravi bojevnik je tisti, ki ne potrebuje meča. Postani pravi bojevnik, Thorsov sin. Vsako človeško bitje je služen nečesa. Za bojevnika je pomembno, kje leži njegova duša. Katero je tesa stvar, ki je bila povedana mu. To je tako, postani pravi bojevnik, Thorsov sin. Če bi lahko imeli neko dramsko igro z nekega animeja, se predstavljate tu, tak 4 veliki moški tukaj grejo, si izpovedati ljubezen. To je bilo tako sladko in lepo. Ok, Silksong, kaj se dogaja, nisi vedel? Dobro. Expedition 33 prija za tabo, da pazi. Dobro, Jarko, to spet nič jasno. V najavni špici openinga, katerega anime lahko slišimo predvajano skladbo, torej še 4 vprašanja do konca. Tako je Seven Deadly Sins 2014, tako, to je en anime, ki je bil včasih gledan 100 na uro, vsi gledali, zdaj, vprašanje, kako še vas pozna, da? Moj bog, TTVYOUHD je prevzel vodstvo! Pred koncem, 3 vprašanja pred koncem, kako si lahko Silksong to dovoliš? Expedition 33 popraviti to zdaj, zadnje 3. Slider! Koliko je star Meliodas na začetku animeja Seven Deadly Sins, da vas vidimo? To je taki razpon, mali. Tako da, res, Andrej, kaj imaš ti s takimi gibi danes? Hočeš kaj povedati? Ok, da vidimo. Torej, koliko mislite, da je star? Opa, ok, dobro, ok, da vidimo, koliko tak znate približno. Da je trofo letnico, to je za samo eden. Bravo, 3262 let, ja, stari je ko Biblija. Ne, še več, dejansko so Biblija. 5 ljudi je vedel točno, enih parih je potem še zraven vedla, ampak ja, večinski del ste bili nekje tukaj, tako da, bravo. Mislim 8 razlike tega je šlo. In Silksong se je izboljšal in prevzel vodstvo nazaj. Kako napeta tekma v zadnji dvojici vprašanja. Le kdo bo zadnji zmagovalec, dodatno vprašanje, a zadnjo vprašanje imamo, ok, pardon se pročem. Zana do budnja oči in ušesa, torej, kdo je spremljal kviz? Zelo dobro, pa da vas vidim. Kateri glasbeni izvajalec in anime sta se pojavila na našem kvizu 2-krat? Ok, je to Aimer, Vinland Saga,
Leona Arknight, Kitsuji Bugaku, Secrets of the Silent Witch, ali pa Stereo Dive Foundation, That Time I Got Reincarnated as a Slime. Torej, kateri anime se je dvakrat pojavil? Ziher vete, če ste fani. Bravo, zaploskajte si, tako je, Slime se je pojavil dvakrat, edino pravilno zakončanje light novela, enega boljših animejev, kaj sem jih gledal zadnjih časov. Tako da vidimo, kdo je. Tretje mesto Rok, nisi uspel do prvega, ampak čestitke. Drugo mesto TTVYOUH in zmagovalec je, mislim, da vsi vemo, glede na to, Silksong. En aplauz za prvo trojico. Prosim, naredite print screen vašega telefona. Ljudje, oboževalci, hvala lepa, da ste prišli na Animoko kviz, na Mofokonu kviz. Oglasite se na naši stojnici, prosim lepo, pridite nas pozdraviti. Pridite spinati kolo sreče, pridite na derbi in hvala, da ste prišli na Mofokon 2025, upam, da prijete naslednje leto in razprodamo dvojno velikost in še prej. Tako dajte se en aplauz še enkrat za znanje, za neznanje, za dobro počutje in za tako dobro publiko, kot ste vi. Hvala lepa, nasvidenje. Moje ime je Denis, se vidimo naslednje leto.